Hvala lepo. To je pa cela stranka. Mi dva se pa itak poznava. Še predobro. Ne vem, predobro. Ne škodi. Ne škodi, mi se zadovoljni. Pa ne vem, kako. Gre. Če boste nekako spravili konstituiranje parlamenta in vlade, zmerno času bo vredno. Ne glede na vašo odločitev, to vidiš, mi nismo tisti odločilni moment. Hvala lepa. Hvala lepa. Prav. Saj še. To bo najbolj posnet kader. Največkrat, ja. Največkrat posnet kader. Še minutka. Recimo. Sem tale ni bela, veš, stena, na štukaturo nared. Sem gorno uno. Ta je malo rumena, ved. Ja, v bistvu prvo smo se pogovarjali o mandatarju, kjer smo pač povedali, da nas pri kandidatu za novega mandatarja Miro Cerarju skrbi, da bo nadaljeval politike Janeza Janše in Alenke Bratušek. Pri tem izpostavljamo, da Združena levica neoliberalnih vlad ne bo podpirala in da se želimo z kandidatom za mandatarja, preden se izrečemo o tem, ali ga bomo podprli ali ne, še enkrat sestati in videti novo osnutek koalicijske pogodbe. Pomeni, da očili tudi najbližnjo mandatarju, kako bi se radi začeli? Mu bomo takoj po sestanku. To pomeni, da še niste napovedali, ali boste podprli ali boste? Ne, še v tem se bomo izrekli po sestanku z njim. Ampak na podlagi česa se boste potem konkretno odločili, kaj boste strategnice? Ja, v bistvu zanima nas, v katero smer gre zdaj, pač nova koalicijska pogodba, ker v njej ne vemo praktično nič več, kot beremo iz medijev, ker v koalicijskih pogajanjih več ne sodelujemo. Smo pa zaskrbljeni, ker se nam zdi, da se premika vedno bolj v desno, vedno bolj v smer, ki si jo mi ne želimo. Recimo, danes smo brali, da nova vlada napoveduje tudi, mislim, da je možno, da se bo zgodila tudi davčna reforma, ki bo še bolj razbremenila najbogatejše. In po temi pogoji bi Mira Cerarja ne boste tukaj? Vkolikor bodo naše skrbi potrjene, potem ga ne bomo podprli. Kaj pa glede poslanskih plač, vi ste v svoji kampanji obljubili, da boste temu namerili dobrodelne namene, da si želite tudi v javnem sektorju razmerje med plačami najvišjimi in najnižjimi 1:5. V državnem zboru je razmerje po naših izračunih približno 1:8. Bo nameravate vse razliko nameniti te dobrodelne namene ali ste se prevestili? To urejamo interno, v bistvu z pravilnikom v članarinah, kjer bodo pač naši poslanci del svojih prihodkov pač mogli namenjati za fonde, ki se bodo uporabljali tudi v dobrodelne namene. Mene še zanima, ali se pripravljate na lokalne volitve in če se, kje boste imeli kandidate za župane? Se pripravljamo, več o tem vam pa lahko povemo, če se ne motim, po 22. avgustu, ko imamo v bistvu nek tak sestank naše koalicije Združene levice, na katerem se bomo dogovorili o konkretnem pač nastopu na lokalnih volitvah. Jaz sem samo še eno vprašanje za kolega, če lahko dela sicer temu o lobistih, oziroma lobiranje pa me zanima, če se morda privažen v vaši poslanski skupini, kdo v kakšen pisem. Ne, nisem še nihče oglasil. Hvala. Boste še nekaj Matjaža vprašali? Ne? Si vse povedal. Življa. Življa.
Bravo, ne, zdaj. Da treba